Itak, ko si otrok, ne opaziš teh stvari toliko, a veš, pa itak v teh baletnih šolah na začetku, kaj pač ne, 30 punčk na kupu, je vse skupaj bolj igra, a ne, nekako vedno, ali je neka pravljica ali neka zgodbica, pač tako, da se tudi pritegne otroke, a ne. Ampak pol, ko nekako prideš v baletno šolo, ne, v katero pač moraš iti, če se hočeš s tem profesionalno ukvarjati, je to že skoraj vsak dan, ne, so treningi vsak dan, je potrebna neka disciplina, ne, ful velikokrat se ti tudi ne da, ali pa bi počela kaj drugega, ne, pa si stara 12, 13, 14, 15, 16, tudi šola je že mogoče malo bolj na hard, ne, in se ti velikokrat ne da, ne, in pol tudi takrat vidiš, da ni več tako enostavno, ne, da od tebe pa se zahteva, da so mogoče druge boljše, ti, mislim, imaš konkurenco, moraš vseeno vlagati v to. Ne vem, jaz recimo prvi tak res velik šok mi je bil, nekako sem imela srečo, vedno sem bila med najboljšimi, ampak prvi šok mi je bil tam pri 14-15 letih, ko mi je rekla po izpitu profesorca, še zdaj se jo spomnim, pa jo obožujem, mislim, draga mi je ful, ampak se spomnim, ko mi je rekla: Ana, ne, opravila si z odliko, ampak od zdaj naprej bo pa kako tortico manj treba pojesti. In meni je bilo to tako kruto zavedanje, oh my god, do takrat nisem imela pač težav s težo, pa tudi takrat, mislim, nisem bila debela, za normalnega človeka nikoli nisem bila debela. Ampak ona je meni dejansko to rekla, kao, ja, tlele se je pa malo nabral.